Ta ekipa kontinuirano skozi 15 let in lahko rečem, da sem vseh 15 let zraven. Na začetku ni bilo lahko tega podpreti, oziroma smo imeli mnogo vprašanj. Ponosni smo na to, da rastemo in da konec koncev lahko s ponosom povemo, da smo v tem trenutku med vidnimi centri. V raziskavi Landmark, ki je bila objavljena nedavno, pa celo med najbolj vidnimi centri. Mislim, da smo bili četrti, po številu bolnikov. No, moja naloga ni, da bi ponavljal, kar so kolegi pred mano povedali, ampak poskušal postaviti v nek kontekst, širši kontekst kardiovaskularne medicine in izkoriščam priložnost, da za to uporabim najnovejše analize evropskega projekta Atlasa kardiovaskularnih bolezni, ki ga pripravlja Inštitut za srčno zdravje v Bruslju, to je izpostava Evropskega kardiološkega združenja. Imeli smo čast, da nas je šef tega inštituta, profesor Vardas, nedavno obiskal na našem letnem srečanju Združenja kardiologov in posebej zato so pripravili analize o slovenskem primeru. Jaz ne bom obljubim, kljub temu, da je kar nekaj slajdov, ampak so zelo opisni, deskriptivni, ne bom vam preveč časa vzel, se mi pa zdi, da se splača, ker dejansko tudi ta dosežek, ki je bil predstavljen, postavlja v kontekst. Skratka, iz slovenskega primera bom nekaj povedal o bremenu kardiovaskularnih bolezni in o številu in umeščenosti Slovenije v bistvu v nek širši evropski prostor glede samih intervencij in ne nazadnje postopkov zdravljenja. Če recimo začnemo pri prvi stvari, kardiovaskularne bolezni, toliko mislim, da splošno znano, ampak vendarle še vedno predstavljajo prvi vzrok smrtnosti zaradi raznih bolezni. Tu nekje 33% celotne populacije, več pri ženskah kot pri moških. V 30 letih zadnjih smo nekako v trendu širše skupnosti evropske, s ponosom lahko rečemo, da smo vse v povprečju Evropske unije oziroma celo nekoliko boljši. Precej je to odvisno tudi od bruto nacionalnega dohodka. Kar se kardiovaskularnih bolezni tiče, torej pojavljanja novih, odkrivanja novih bolezni, smo, če damo to v kontekst vseh držav, ki sodijo v okviru Evropskega kardiološkega združenja, ki je v povprečju, tudi glede števila bolnikov, ki z boleznijo živijo, smo nekje na sredi med temi državami. Tisto, kar pa je vidno že leta 2021, je pa to, da smo ravno po pogostnosti te bolezni, o kateri se danes pogovarjamo, tukaj je aortna stenoza, torej koliko imamo primerov na milijon prebivalcev, pravzaprav vodilni. Zdaj seveda to ni odvisno samo od tega, da bolezen je, ampak tudi od tega, koliko te bolezni odkrijemo, torej kako dobra je diagnostika. In to bi posebej rad poudaril v vseh besedah, ki krožijo, kako naše zdravstvo seveda razpada, propada, da nikjer ni več. Če bi to bilo res, potem seveda tudi teh bolezni ne bi odkrili toliko kot jih. Toliko bolj pomembno je to, dr. Kolarjeva je eksplicitno povedala, da je to metoda, ki edina lahko po 75. letu pri mnogih pacientih bistveno podaljša življenje v kontekstu tega, da se življenjska doba v Sloveniji zelo podaljšuje, tako kot v vseh državah, in tukaj smo na vrhu. Do leta 2030 bomo imeli bolnikov z seveda to težavo še bistveno več, tako da nekako dobro se s tem ukvarjamo. No, širše gledano, seveda, če bi se hoteli spopasti s primerom kardiovaskularnih bolezni, bi morali precej več pozornosti nameniti uravnavanju dejavnikov tveganja, posebej bi opozoril na nezdravo prehrano in naraščanje debelosti, to so ključni problemi, marsikje drugje smo dosegli dobre uspehe. No, zdaj pa, kar se samega bremena bolezni tiče, pogledajte, v Evropski uniji stanejo kardiovaskularne bolezni okrog 282 milijard, pa so to ocene 3 leta nazaj. Zaradi različnih vzrokov najbolj pomembna je seveda zdravstvena oskrba,
ki nekako blizu ene polovice teh stroškov pomeni. Kar se Slovenije tiče, je to nekje 1 milijarda, zdravstvena oskrba več kot 1/2. Skratka, veliko breme. No, ampak kljub vsemu, to bo zaradi nadaljnjih nekaj slik pomembno. Glejte, Slovenija na glavo prebivalca seveda namenja precej manj sredstev kot v nekaterih bolj razvitih državah, recimo če Nemčijo pogledamo, pa Italijo. Vi to poznate, da so pač to, kar mi investiramo v zdravstvo, precej manj kot v Evropski uniji. Vendarle, zdaj pa sledi tisto ključno, na področju kardiovaskularne medicine, gledajte, kljub relativno manjšemu od povprečja številu kardiologov na milijon prebivalcev, deloma je feminizacija tukaj prisotna, to ni pomembno, naredimo vsaj toliko kot povprečje Evropske unije in širše tako imenovanih koronarnih intervencij. Namenoma sem izbral ta podatek, ker se vsiljuje neka primerjava, recimo, ne vem, 30 let nazaj smo o stentiranju koronarnih arterij govorili kot o neki intervenciji, ki pač je nekaj napredno, danes je to zelo običajna vsakodnevna metoda, danes je TAVI nekje na tej poti, da bo čez določen čas seveda govoril o nečem tem. To, da zdravimo infarkte, zelo dobro za takojšnjo dilatacijo, mislim, da vsi veste. No, zdaj pa prihajamo k temu, kar se TAVI-ja tiče, tega profesor Punc ni povedal, gledajte, podatki za leto 2022, torej zadnji še ne objavljeni podatki. Slovenija je tukaj pravzaprav v vrhu, takoj za Nemčijo po številu implantacij na milijon prebivalcev, torej 274 zaklop na milijon prebivalcev na leto. Profesor Vrtovec je omenil, da terciarni centri seveda ne počnejo samo tega, ne uvajajo teh novih metod, ampak tudi druge. Jaz bi posebej izpostavil, ker on seveda tega ni, ker je pravzaprav vodja tega programa. Gledajte, Slovenija je ne samo v Evropi, ampak širše v svetu, globalno, prva po številu transplantacij srca na milijon prebivalcev.